Občina Beltinci in Športna zveza Beltinci sta v kulturnem domu v Beltincih proglasila najboljše športnice in športnike, športne kolektive in perspektivne športnike v občini Beltinci za leto 2024. Kot je povedal župan Virak, šport ni samo pomemben doprinos v občini, ampak v celotni družbi. Brez športa si je težko predstavljati normalno funkcioniranje družbe, kajti ni za manj rek zdrav duh v zdravem telesu. Jaz mislim, da v občini Beltinci se tega vsi zavedamo, zato tudi navsezadnje kot župan in pa seveda z občinskim svetom in pa seveda tudi s krajevnimi skupnostmi maksimalno podpiramo delovanje naših športnih društev. Kajti navsezadnje tukaj ne podpiramo potem samo tiste, ki so res člani nekega društva, tekmuje morda na športni ravni, ampak omogočamo z vložki v infrastrukturo športno udejstvovanje oziroma gibanje, zdrav življenjski slog vsem občankam in občanom, in to je tudi eden izmed tistih zelo pomembnih dejavnikov, na katerih temelji razvoj občine Beltinci tudi v prihodnje, torej, da bomo še naprej vlagali v infrastrukturo in s tem omogočali torej pogoje ne samo za vrhunski šport, ne samo za rekreativni šport, ampak tudi tistim, ki morda prijejo samo pogledati, se družiti, kajti zavedati se je potrebno, da vsi vrhunski športniki so ponavadi začeli nekje najnižje na lokalnem nivoju in potem zrasli v vrhunske športnike in torej tudi to je pomembno izpostaviti. V občini Beltinci skozi proračun namenjajo sofinancerska sredstva za razvoj letnega programa na področju športa. Tudi tukaj nekako gremo v korak s temi zahtevami po eni strani, ki nam jih zakonodaja daje, po drugi strani pa tudi z nekako željami seveda lokalnega okolja. Približno 85.000 evrov je tistih sredstev, ki grejo neposredno, potem pa so seveda tukaj donacije in pa seveda tudi ostale pomoči z vložki v infrastrukturo. Recimo v zadnjih 5 letih so ti zneski znašali čez 1,5 milijona evrov in kar nekaj 100.000 evrov projektov je pred nami, ki bodo, verjamem, zagledali luč sveta tako nekaj letos, kot tudi drugo leto in pa seveda tudi v prihodnje. Kot je povedal župan Virak, načrtov na področju športne infrastrukture v občini Beltinci nikoli ne manjka. Zaključujemo prenovo športnega igrišča košarkarskega v parku Beltincih, potem tudi v Namelincih se pričakuje sofinanciranje izgradnje oziroma prenove športne dvorane oziroma več, bomo rekli, generacijskega središča v Melincih. Potem pa je seveda tukaj tudi želja oziroma tudi verjamem, da drugo leto uresničljiva želja, ideja o regijskem atletskem stadionu in to je nekaj tistega, kar bom povedal v teh 2 letih je najbolj pomembno. Potem pa je seveda tudi vložek v športni park Beltinci, ki ne bo zaostajal. Tudi tribune bo potrebno zgraditi, kajti imamo čez 250 skoraj da zdaj že otrok, ki tekmuje pod okriljem nogometne šole Alovar Beltinci in tudi za njih je potrebno poskrbeti. Virak nadaljuje, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v zadnjem obdobju, predvsem na področju športne infrastrukture, znalo prisluhniti željam lokalne skupnosti. Spomnimo se samo kar nekaj projektov oziroma razpisov je bilo, tudi letos se načrtuje, tudi drugo leto je povedano, da bo kar nekaj desetine milijonov vložkov v športno infrastrukturo, tako da jaz verjamem, da je država končno ugotovila, da vložki v športno infrastrukturo preko občin, preko lokalne skupnosti so vložki, ki se oplemenitijo ne samo enkrat, dvakrat, morda tudi celo 3-krat, predvsem pa je pomembno dodati, da s tem spodbujamo zdrav življenjski slog in da predvsem v Prekmurju bi si želeli tega še več, kajti navsezadnje smo tukaj z največ srčno-žilnimi obolenji in na preventivi bi bilo potrebno delati še več. Kako so potekale priprave na ta športni dogodek, nam je povedal predsednik Športne zveze Beltinci. Na 4. seji predsedstva Športne zveze smo zbrali predloge, ki so prišli. Objavili smo pa pred novim letom v Malem Ritarju in vse klube smo obvestili, da so bili vsi športniki, športni delavci, perspektivni šport obveščeni. To že tudi znajo, to je tradicionalno. Vsako leto imamo tak nekje februarja, konec februarja, začetku marca proglasitev za najšportnika, športnico, športni kolektiv občine Beltinci. Mi smo vseeno manjša vas, vidimo, so poslali prva mesta, čase pa to vse. Saj verjetno, mislim, že zaupamo našim športnikom, tu pa tam gremo preveriti, jer znamo, kaj se je prej Športne zveze dogajalo, ali mi se poznamo vsi, tako nič ni problema, znamo, da rezultati stojimo, bodo objavljeni v Malem Ritarju, vse, kar so napisali ti predlagatelji, pa to danes smo imeli skrajšano obliko.
O izjemno uspešnih dosežkih športnikov na območju občine Beltinci je Pozderec povedal: Lahko smo ponosni, občina, športna zveza, vsi športni delavci, na naše športnike, športnice, športne kolektive, ki res dosegajo vrhunske rezultate. Imamo tudi dobre pogoje, tu občina tudi športne objekte precej vlaga, kot smo videli z župana, tako res skrbimo za naše športnice. Mladih, perspektivnih športnicev pa nam nikoli ni manjkalo, tako hvala Bogu, samo je potrebno, da trenerji klesajo v majstre. Priznanje za življenjsko delo na področju športa v občini Beltinci je prejel Marjan Mavčec. Kaj mu pomeni častitljivo priznanje? Zdaj, če se malo pohecam, je sicer veselje, da dobiš priznanje, ampak glede na starost veš, da kot dobivaš priznanja, potem greš proti koncu. Ampak glede na to, da vemo, da na drugem svetu ni dela, da se pač razporediš nekako drugače, da bolj uživaš kot sedaj, pa se hecam. Jaz sem z veseljem delal v športu, pa tudi v vseh drugih zadevah, tudi zdaj, glede na mojo starost, pa tudi bolezen, preživel 9 rund raka, pa sem še tu, hvala Bogu, in nimam nobenih težav tudi pri samem delu, pa v angažiranju pri športu, pa tudi pri bolezni sem se počutil vedno sproščeno in sem življenje jemal. Mislim, da je to tudi nekako moja popotnica vsem drugim, da pač treba vzeti življenje tako, kot je, se s tem zadovoljiti. Klara Janža je s svojimi rezultati v letu 2024 dokazala, da se razvija v odlično atletinjo. V letu 2024 je kot mlajša mladinka nastopala v disciplinah 60 metrov, 100 metrov in 200 metrov. Kaj ji pomeni priznanje? Seveda sem zadovoljna, saj ta nagrada potrdi moj trud in da so ti uspehi bili tega seveda tudi vredni. Tudi požrtvovalnosti oziroma ur, ki so mi šle za trening. Kakšni so Klarini načrti? Sigurno je moj načrt, da naredim normo za evropsko prvenstvo, ki se bo odvijalo na Finskem. Sicer imam kar konkurenco, tekmujem s starejšimi, to je tudi ena ovira, ki jo bo treba preseči. Tudi sigurno je moj cilj čim več osebnih rekordov, pa tudi kakšna medalja ne bo škodila. Priznanje za perspektivno športnico občine Beltinci so prejele Zara Katarina Bokan iz Beltincev in Tjara Recek iz Beltincev. Priznanje za perspektivnega športnika so prejeli Lan Metruk iz Ižakovcev, Jako Korošec iz Melincev, Filip Miholič iz Beltincev in David Flisar iz Bratoncev. Priznanje za mladega športnika občine Beltinci so prejeli Blaž Kovač iz Melincev, Aljaž Vebarič iz Ižakovcev in Nejc Vöroš iz Beltincev. Priznanje za najboljšo športnico je prejela Klara Janža iz Bratoncev. Priznanje za najboljšega športnika občine Beltinci pa je prejel Maj Janža iz Bratoncev. Priznanje za odlične rezultate v veteranski kategoriji je prejel Dominik Husar iz Lipovec. Priznanje občine za uspešne dosežke v šolskem športu so prejeli učenci osnovne šole Beltinci, kateri so osvojili 3. mesto na državnem tekmovanju v nogometu v šolskem letu 2023-2024. Priznanje za najboljšo žensko ekipo je prejela ženska ekipa hokejskega kluba Lipovci. Priznanje za najboljšo moško ekipo je prejelo nogometno društvo Beltinci Klima Tratnjek. Priznanje sta prejeli še športna sekcija Društvo upokojencev Beltinci in Marjan Mavčec za življenjsko delo v športu. Posebno priznanje občine je prejel nogometni klub Lipa za častitljivih 50 let delovanja. Pri izboru za proglasitev perspektivnih športnic in športnikov so se upoštevali tekmovalni uspehi posameznika, odnos do športa, marljivost in vztrajnost. Podeljena priznanja naj tako služijo nagrajencem kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.